Pozdravljeni, z vami sem Inka Gantar in danes bomo govorili o dokončnem očiščenju, ko imajo duše žur. Tukaj noter na strani 214, ko začnemo govoriti o tem, kako dokončno očistiti vezi, tisto, kar nas veže, kako napolniti vezi med nami ljudmi z energijo čiste ljubezni. Da si boste lažje predstavljali, dejansko mi smo z ljudmi povezani kot z nekimi elastikami ali pa ketnami, v glavnem nas drži skupaj. In dejstvo je, da te elastike na silo ne grejo stran. Bolj kot se jaz upiram in zdaj imam dovolj in zdaj bom nekaj naredila, bolj energijo sicer upirjam v to, da bom nekaj naredila, ampak naredi tuf in me odnese nazaj, dokler tega ne bom počistila. Pogosto imamo tiste vezi, ki so najbolj intenzivne, si duša pač izbere najbližje ljudi. Se pravi, včasih je to težaven starš, včasih težaven otrok, včasih težavna šefica, včasih, ne vem, težaven sosed. V glavnem, dejstvo je, da tisti ljudje, s katerimi moramo predelati, toliko časa ne moramo iti naprej. Mogoče recimo, če pogledamo, da imate mogoče soseda, ki vam kljuva na glavo. Dejstvo je, da toliko časa ne morete oditi od tam, dokler ne boste počistili vse zamere, ki jo imate do njega. Ali pa recimo starši. Vsi ti odnosi, ki so nakopičeni z neko energijo, so z namenom, da prečistimo te vezi. Zdaj pa, od kje izvirajo te vezi? Te vezi niso iz tega življenja, ampak te vezi se vlečejo že iz večjih življenj in zdaj nam je dobesedno naša duša ali pa dušni dogovor, da se najdejo tukaj, zdaj pa tukaj to predelajte ali pa predelajmo tisto, kar imamo za predelati. In zdaj kako narediti, da bi te vezi zrahljali, da se sprosti, da jih prerežemo ne nazadnje. Eno je rezanje eteričnih vezi. Lahko zaprosite Nadangela Mihaela, da vam pomaga pri rezanju eteričnih vezi. Vsekakor vam pa priporočam, zdravilna molitev dekodiranja vam bo sigurno pomagala pri tem, da počistite te vezi. Zdaj pa kako? Danes vas bom učila, kako počistiti, napolniti z energijo ljubezni vse tiste vezi, ki niso ravno briljantne. V glavnem, zakaj snemam tale video? Zato, ker me je ena gospa poklicala in je rekla, da potrebuje majčkeno pomoči, da ne ve, kako bi formulirala to zdravilno molitev dekodiranja za eno osebo v svojem življenju, ki čuti, da je čas, da se sprostijo te vezi, da se napolnijo z Božjo svetlobo. In v glavnem sem ji narekovala, kako naj to moli. Zdaj, če boste šli zdravilno molitev dekodiranja v 3 korakih, to imate na strani 218, ko imajo duše žur. Na pomoč kličem vse svetle sile. Zdaj, mogoče si vi lahko pišete. Vsemogočni Bog, če je v skladu z božanskimi zakoni, naj se sčistijo vseh smerih časa in prostora, vse zavedne in nezavedne kode moje duše, ki so povezane z dušo, in date tega človeka noter, se pravi z dušo, recimo, da imate težavno mamo, z dušo moje mame, pa date ime mame, v tem življenju in med mano. Naj se vse ravni med nama, vse vezi med nama napolnijo zdravilno Božjo svetlobo. Prevodno, zdravilna molitev je, naj se vse ravni mojega duha napolnijo zdravilno Božjo ljubeznijo, zdaj pa date, naj se vse vezi med mano in med to dušo napolnijo zdravilno Božjo svetlobo. Potem pa rečete, sprejemam zdravljenje in seveda ravno tako naredite vdih, izdih. Zdaj vas bom pa naprej učila. To je mudra za moč. Ko vi date takole roke, to je mudra Hakini, iz vzhodne kulture je to, mudra za novo moč. In ko mi vdihnemo skozi nos in izdihnemo skozi usta, v bistvu je tako, kot da bi skozi portal vdihali novo energijo, izdihali staro energijo in v bistvu pride do izravnave. To je zdaj ena stvar. Potem pa gremo naprej.
date takole v klunček roke in jih usmerjate v 4 zdravilna središča. Sprejemam zdravljenje. Vsi nivoji moje duše se polnijo zdravilno Božjo svetlobo. Vse vezi med mano in to dušo se polnijo zdravilno Božjo svetlobo. Greste po vseh teh središčih, se pravi na ščitnico, vse vezi med mano in med dušo tega človeka se polnijo zdravilno Božjo svetlobo. Na čeljust, na sence in to parkrat ponovite. In naslednja stvar, kar je pa pomembno, že sem govorila o tem, da obstaja mudra za večje sprejemanje energije. To je takole, veste, ko nekateri, ko meditirajo, ko lahko vidite, da imajo takole sklenjene prste skupaj in jih položijo na kolena. Če pa vi zdaj takole date roki, a vidite, se pravi, srednja 2 prsta prislonite na palca, mezinec in kazalec sta pa kot 2 anteni. Zdaj, mogoče to poznate, da ste kakšnega metalca videli, da naredi, kako oni naredijo. A ne, tako. To je v bistvu mudra za zaščito energijskega polja. A si lahko predstavljate? Mudra za zaščito energijskega polja je prav to, oziroma za povečanje informacij. Ko vi takole date klunček, zdaj pa pogledajte to, in date skupaj, nastane tukaj ena taka neskončnost. In ko prislonite še prste skupaj, nastane ena taka zanimiva oblika, ki mogoče se vam bo na prvo žogo, si boste zlomili prste. Ampak, ko vi date takole roke, pogledajte, vrtim jih zaradi tega, da vi vidite, kaj delam, kako izgleda to. In prislonite ta del na, se pravi, tukaj je čakra 3. očesa in na čelno čakro, takole, dobesedno nastane, pritisnete na točki, kjer sta povezane z hipofizo in epifizo in se poveča energijski pretok prek teh 2 žlez in dobesedno vpliva na to, da pritisnete, da se poveča pritok ustvarjalne Božje energije v vaše telo. Jaz upam, da nisem zakomplicirala, ampak prišla sem do tega spoznanja, da ko mi takole damo prste, to skupaj, in ko jih obrnemo v krog, dejansko se zgodi, da s tem se naša notranja moč enostavno poveča in ko še pritisnemo na čelo, se pravi takole, in gremo dol, neverjeten, toliko močno se poveča moč naše avre, da dobesedno vse, kar je v tem našem avričnem prostoru, vsa neskladja popukajo, se razblinijo. Zdaj vam bom razložila tako, da boste znali, da boste lahko razumeli. Upam, da ni tale video preveč zakompliciran, ampak glejte, za vse tiste, ki ste iskalci, ki delate, ki želite, ki se učite, ki enostavno hočete narediti korak naprej, začnite to delati. Tole iščem. Se pravi, to je v knjigi Ko imajo duše žur, narisala sem, kako izgleda avra, vijolični žarek, zlati božji žarek in zdravilna Božja svetloba, ki se steka v naše telo. Iz Božjega srca v naše srce. In dejstvo je, da ko mi damo takole v neskončnost prste in jih pritisnemo skupaj, dobesedno naša avra zažari. Naša avra se ukrepi. Ko vdihnemo, ko pritisnemo tukaj gor, prav pritisnemo fizično na te 2 točki, se zgodi to, da enostavno vsa ta neskladja, ki so okrog nas, razpadejo. Mi imamo tukaj na Zemlji onesnaženo atmosfero, tako zgoraj kot spodaj. Se pravi, vemo, da plasti atmosfere so onesnažene, ampak ravno tako, kot so plasti atmosfere onesnažene, so tudi plasti naše avrične atmosfere onesnažene.
In večji del ljudi se nahaja v kriticizmu, kritizirajo. Obstaja angleški izraz ruminacija, jaz upam, da sem si prav zapomnila, ampak to je potreba po premlevanju negativnih dogodkov. In če si zasvojen s tem, da ponavljaš, predvajaš non-stop te filme, kaj se je zgodilo slabega, kdor hoče iz tega ven, da se prečisti ta njegova aura, je čas, da vse tiste boleče spomine, ki jih ima, jih lahko zapiše. Ranjena sem bila takrat, ko se je zgodilo to, pa to me je bolelo, ampak potem pa greste po podzavesti in greste čistiti vsak ta spomin posebej. Pomembno je, da jih prečiste in napolnite z Božjo svetlobo. Zdaj, zakaj vam to govorim? Jaz sem bila pri moji mami in moja mama je razlaga, veš, pa se je zgodilo to slabega, pa se je zgodilo to slabega. Jaz sem rekla, le vsakič, ko pridem, poslušam vse to, kaj se je zgodilo slabega, sem rekla, daj mi povej, pa kje mora biti kakšen lep spomin. In sem rekla, daj pomisli, kakšen lep spomin, mogoče takrat, ko sem bila jaz majčkana. In veste, sem jo tako gledala, se ji kar razsvetlil obraz in reče, ja, se spomnim. Ko si bila ti majčkana, si se skrila za zaveso in si mislila, da te ne vidim. In sem rekla, ja, kje pa zdaj nek Minka? In potem si ti ven prišla tako, in sem strašila. Vidite, vsak ima nek lep spomin. Vsak. In moji lepi spomini so povezani z mojimi dekleti. In veste, toliko lepih spominov imamo lahko in dajte si pisati lepe spomine. Dajte iz albumov ven pobrati tiste lepe spomine zaradi tega, da jih boste imeli pred očmi. Zaradi tega, da si ne predvajate non-stop, kaj je slabega. Zdaj smo v času sprememb. Dejstvo je, da te spremembe, ki so, vas lahko splašijo. Zato je tako pomembno, čiste svojo podzavest. Če vas jezijo vse te spremembe, v katerih smo, dajte čist svojo podzavest. Zaradi tega, ker glejte, če vas jezi ta situacija, pomeni, da vaša aura je okužena z jezo. In če ste vi okuženi z jezo in vaša aura je polna jeze, kaj se bo zgodilo? Vaš žolč vam bo začel nagajati. Vaša jetra vam bojo začele nagajati. In a rabite to odihati? Rabite to? Ne rabite. Zato je tako pomembno, dajte delati meditacijo za dekodiranje. Dajte čistiti te vezi. Dajte, tako kot piše v Svetem pismu, molite za svoje sovražnike. Kdaj ste ta zadnjkrat molili za svoje sovražnike, za tiste, ki vas ne marajo? Ponavadi tega ne delamo. Zdravilna molitev dekodiranja dela čudeže, ampak res dela čudeže. Mislim, da sem to tudi že enkrat govorila, ena gospa je bila pri meni in v enem življenju je bila tlačanka in je pač mogla dajati 10% svojemu gospodarju v tistem življenju. V tem življenju je njen svak, ta ista duša, in ima še kar občutek, da je njemu nekaj dolžna. Veste, v tem življenju smo vsi svobodni, nikomur nismo nič dolžni, ampak dolžni smo, to sem pa res prepričana, svoji duši, svojo celovitost. In lahko do tega pridemo samo na ta način, da bomo šli in bomo čistili svoje bolečine, svoje strahove, svojo podzavest, vse tisto, kar imamo nakopičeno, nagrbančeno, natlačeno noter v našo auro. Zato, ker glejte, vnebovzeti mojster Saint-Germain pravi, da je potrebno, da prečistimo 51% svoje karme. Veste, večji del ljudi dejansko niti ne ve, kaj ima za prečistiti. Ampak dejstvo je, da vejo, kakšni so pa drugi ljudje. Znajo povedati, ta je tak, ta je drugačen. In vse, kar povejo o drugih ljudeh, je njihova šola. Je njihovo tisto, kar imajo za počistiti. Vsak ima nekaj za predelati. Ja, pometanje pod preprogo, to je zaključena zadeva. Zdaj, če gremo naprej s temi atmosferami.
Naša aura bi bilo prav, da se napolni z energijo ljubezni, z energijo odpuščanja, z energijo sočutja. Ko smo mi v energiji sočutja, takrat ne moremo obsojati. Je to tako. Ko smo mi mirni, takrat je vse mirno. Je tista tišina. Nekje sem prebrala, pa ne vem, če bom znala pravilno povedati zgodbo, ampak v glavnem zenovski mojster je svojega učenca peljal v naravo z namenom, da mu bo pokazal skrivnost duše, nekaj takega. In ta učenec je ves čas pričakoval, da kdaj mu bo že pokazal to skrivnost duše. In ta zenovski mojster je bil tiho. Samo tiho. Zato, ker dejstvo je, da skrivnost naše duše lahko spoznamo šele takrat, ko smo tiho. Samo na ta način. Drugače ne moremo priti do te esence naše duše, tega Božjega v nas. Tako da delajte na sebi. In ja, danes je v osnovi prehod v novo dobo. In bom šla na 5 sporočil. Prehod v novo dobo. Zdaj ena gospa komentirala karte, da ko je prijela karte v roke, se je nekaj vzbudilo v njej. Neka toplota je šla skozi njo in čuti, da so te karte za vse tiste, ki jih zdaj te razmere mogoče jezijo, ki se počutijo utesnjene, za vse tiste, ki so iskalci resnice. Tako lepo je napisala, me kar ganil. Prvo sporočilo je tema. Kaj se skriva v nezavednih delih mene? Prosim za zavedanje. Če jaz ne ozavestim tega, kar je na temni plati, kaj je tisto, kar nosi, jing pa yang, en je svetlo, drugi je temen. Toliko časa ne morem biti celovita. Ne morem se samo v svetlobi ozirati, moram pogledati tudi v temen del. Voda, prečisti me. Ogenj, predajam ti svojo bolečino. Zrak, napolni me z novo energijo. Zemlja, poveži me z mano, z izvorom. Sprejemam se svoje odločitve. V danem trenutku sem delala najbolje, kar sem znala in zmogla. Tudi drugi ljudje delajo najbolje, kar znajo in zmorejo. Odpuščam sebi in odpuščam drugim. To je prva. Ja. Čiščenje se lahko začne šele takrat, ko pogledamo tudi v temne dele sebe. Naslednje sporočilo je: moje telo je svetišče, ni smetišče. Hranim ga z ljubeznijo. Zdrava prehrana. Glede, jaz sem prišla do zaključka, da sem dejansko alergična na cukor, na moko, na cukor, na vse, kar je ogljikovih hidratov, kar je prečiščeno, in to v meni deluje kot strup. Dobesedno postanem otekla, zabuhla. In ko nekaj časa ne jem nobene sladkarije, nič teh prečiščenih zadev, enostavno se mi zdi, kot da splahnim. In par dni spet zobam te zadeve. Jaz imam ta občutek in jaz točno vem, kako se počutim. Čas je za spremembo prehrane. Uživam v zdravi hrani. Hrana, ki vsebuje belo moko in prečiščen sladkor, upočasnjuje moje možgane in mojega duha. Moje telo je svetišče in zato ga hranim zdravo hrano. Čutim in zaznavam, kaj je resnično dobro za moje telo. Rada se imam in se cenim. In zato, ker se imam rada in zato, ker se cenim, posegam po zdravi hrani in po zdravih obrokih. No, naslednje sporočilo pa je srčna čakra. Jaz sem ljubezen. Vse povsod okrog sebe vidim ljubezen. Srčna čakra je neverjetna. Ta ima svoje možgane, svoje zaznavanje. Eno stvar, mogli bi se spraševati tako, kaj v tem trenutku občutim, ali pa določen odnos. A je dober za mene? Ne? Ok, se pravi, lahko brez slabe vesti rečemo, ne čutim, da je ta trenutek to dobro za mene. To ne pomeni, da se nikdar več ne vidimo, ampak ta trenutek ne, kar je v redu. Moje srce je vedno v stanju ljubezni. Tudi če me odnosi preizkušajo, lahko občutim ljubezen.
toplina sonca, šumenje vetra, bučanje morja, sij zvezd, milina lune, trdnost skale, čarobnost jutra, energija kristalov, petje ptic, žar otroških oči, poljubljene osebe, stisk roke, objem prijatelja, nasmeh tujca. Vse izraža ljubezen. Ko sem naravnana na ljubezen, jo zlahka občutim. To je čista resnica. Pa ljubezen se vedno začne z mano. A poskrbim za svoje osnovne potrebe. No, gremo naprej. Naslednje sporočilo je: oj, spet ta najbolj nagajiv angel, nadangel Ariel. Nadangel Ariel, prosim za pomoč. Nejasnovidna sporočila tečejo skozi mojo zavest. No, zdaj bom pa šla v knjigi Ko imajo duše žur, bom odprla pri nadangelu Arielu. Nadangel Ariel, vodi moje srce, da bom imela samozavest in pogum govoriti svojo resnico. Pomagaj mi, da bom iskreno zaznala svojo resnico in si jo drznila tudi izražati. Poveži me z mojo bitjo, da bom z vsakim vdihom bolj jaz, da bom z vsakim dnem bolj pristna. A ni to dobro? Biti pristan, biti to, kar si, brez strahu, da te nekdo obsoja, ker na koncu koncev taki smo, kot smo, da sebe sprejmemo, tudi svoje pomanjkljivosti. In naslednje sporočilo, juhaj, božanska podpora. Podpirajo me vse svetle sile. Jaz sem ljubljeni otrok stvarstva. In tudi vi ste ljubljeni otroci stvarstva. Zaupajte, da v vsakem trenutku boste dobili čisto vse, kar vam pripada po božanskem načrtu. Prav ta trenutek me podpirajo vse svetle sile. Dovoljujem, da pomoč pride v moje življenje preko ljudi, dogodkov in naključij. Ko prosim za pomoč, jo tudi dobim. Vesolje in ljudje naj vedo, kaj potrebujem. Naj s tem zaključim današnji video. Dovolite, da pride to v vaše življenje, kar vam je po božanskem načrtu namenjeno. Sprejmite, ne izsiljevati, ne trmati, ne biti tisto, daj bo. Bo. Včasih je treba se umiriti in počakati, ker vzadaj delujejo skriti dejavniki. To ne pomeni, če jaz ne zaznavam, da tega ni, samo še ni v mojem svetu. In zdaj spet, če pogledam, to pomeni, da še ni prispel do moje aure, mogoče pa že tukaj, ker je veliki božanski načrt. In tako da dovolite, da se zgodi v vašem življenju vse dobro, počiste in zdaj vidim, da bom tukaj le še mojstri vijoličnega žarka, pot v svobodo, naključno. Predstavljajte si vijolični očiščevalni plamen v ljudeh in razmerah v svetu ter okoli njih. In kadarkoli pomislite na zemljo, si jo predstavljate kot vijolično sonce v vesolju in človeštvo kot že vnebovzeta bitja, povzdignjena in svobodna. Delajte na sebi, čistite to, kar imate za počistiti, in boste videli, veste, ko mi naredimo korake, nas stvarstvo vedno nagradi in dobimo še zvrhano mero vsega dobrega. Naj se vam dogajajo čudeži. Uživajte na tem svojem potovanju skozi življenje.